Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so popočitniške vesti. ZDA so končale vojno v Iraku, tam ostajajo samo še inštruktorji. Francozi so začeli izgon Romov. V Sloveniji so pripornici na Igu po posredovanju ombudsmanke omogočili dojenje. Vegrad bo šel v prisilno poravnavo ali v stečaj. Minister za zdravstvo je napovedal manjšanje zdravstvenih pravic, zdravniki upor. Maribor je na Siciliji izgubil s 3-0, kajakaši so dobili zlato, srebrno in bronasto medaljo. Ljubljanski mestni svetnik Miha Jazbinšek pa še vedno nasprotuje sprejetju občinskega strateškega prostorskega načrta. Tudi sicer pa je problem kaj? Ni parcelnih številk, da bi vi lahko to na prostor pripeli, celo ni katastrskih občin, da bi to lahko na prostor pripeli. Vsaka pripomba ima prostorsko relevantnost. Tudi tista, ki ni odgovarjanje na parcelo. Kaj to smrdi, Jan? To je von po lokalnih volitvah! A smo že tam, ali kaj? Nevrolog Milivoj Veličković-Perat, vodilni slovenski strokovnjak na področju pediatrije, ima težave z UKC, ki nad njim menda izvaja mobbing. Prejšnji mesec so ga odstavili s pojasnilom, da je prestar, da ničesar ne dela oziroma je njegovo delo nič vredno. Njegove paciente usmerjajo k drugim zdravnikom. Med njegovo odsotnostjo so ga celo predstavili v kletne prostore. Jaz ne bom ponavljal nič o mobbingu, ker me je sram. Osebno me je sram, da se mobbing dogaja celo med zdravniki. V škodo pacienta. Začel bi z izjavo Obame, predsednika Obame, ki je pred nekaj dneh v časopisi se moče prebrali. In ker je on izjavil, je takoj šest dan obkrožila cel svet, vsi novine so tem pisali. Kaj je rekel, da je vložek v izobraževanje, v znanje, je tudi ekonomska stvar. Bolj izobražiš ljudi, družba ima ekonomski profil. In to je, če Obama to izjavi, takoj cel svet zve. Ko jaz to cel življenje govorim, pa tudi to delam, mi pa da to začnejo šikanirati in celo čez 3 dni bom obslužil za tega. To je ta negativni rasizem, ne? On ga poslušajo zato, ker je predsednik Amerike. Veličković je predavatelj na številnih svetovnih kongresih, sodeluje v uredništvu več svetovnih zdravstvenih revij, poleg tega pa k njemu prihajajo pacienti iz tujine. Dobivam skoraj vsak dan članke v recenziju, da jaz ocenim, ali je članek dober, ali lahko gre v tisk. In to je, mogoče Obami ne reč, da sem urednik v tudi iranskem časopisu. Potem je ta glavna ameriška svetovna revija otroške neurologije, moj ime noter. In oni mi pošiljajo vedno predno objave, da jaz ocenim, ali je to za objavo. Potem je ta Brain and Development, to je sicer japonska, ampak je cel svet v angleščini bere. In pa, veste kaj, jaz sem bil soustanovitelj te kitajske, to je prva osnovna kitajska strokovna revija za pediatrijo. In pa ne samo to, veste kaj, skoraj vsak teden sem po svetu predaval, konec tedna, v svojem rednem dopustu. Stari, vsi arhivi so v kleti, veš, imamo to krevi, so ga dali v klet, ne? Veš, pa itak ga nikoli nič ni, veš, okrog predava, ne, pa kaj pa na okna? Veš, okna dajo enemu mlademu, veš, ko bo tam delal, ne pa zdaj, ne, se verjetno tudi vidne. Grda šala, ne, grdo je, ne sme se tega delati. To je prav slovensko, Madoniš. Zakaj, če človek delal, ne bi delal. Pred mednarodnim dnem spomina na žrtve totalitarnih režimov je študijski center za narodno spravo poslal vabila za proslavo celotnemu državnemu vrhu. Predsednik republike Danilo Türk in predsednik državnega zbora Pavle Gantar sta se že opravičila, predsednik vlade Borut Pahor pa se še odloča. Sergij Pahor, predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu, pa je povedal, da tovrstne slovesnosti kot nedavni spravni koncert v Trstu niso dovolj. Mi hočemo več! Trst. A ne. Kaj smo s Trstom? Lepo dejanje, vendar pa lahko rečemo, da je samo deklarativno, ker obenem smo priča, da italijanski nacionalistični totalitarizem ne daje možnosti slovenski manjšini, da bi ohranila svoje značilnosti, svoje pravico do govora, pravico do obstoja in razvoja. Slovenska vlada se je večinoma že vrnila z dopusta, tudi predsednik Borut Pahor. Oglasil pa se je Zmago Jelinčič, plemeniti, ki ga skrbi, da je premier vedno pogosteje na obiskih pri naših južnih sosedih, kar seveda ni lepo.
Kako je mogoče, da Pahor v zadnjem času vedno bolj pogosto kot po Sloveniji hodi po Hrvaški in se druži s hrvaškimi politiki bistveno bolj pristno kot s slovenskimi politiki? Kako je mogoče, da se bolj pristno druži s hrvaškimi politiki na Hrvaškem morju? Riba in vino, fešta, neki... A se on druži... A se Zmago, pardon, se vi družite s slovenskimi politiki pristno? Recimo z fanti, z Brankotom Grimsom. Brane, kaj zdaj? A veš, ali pa z Borčem. Jelinčiča moti tudi, da je Pahor obiskal Hudo jamo. Če ti Pahori so se namnožili, zdaj vsak drug Pahor ima danes. To je mirno šel tja v Barbarin rov, kjer so pravzaprav Hrvatje, ustaši, ki so jih pobili v glavnem Hrvati in ki nimajo s slovensko zgodovino nič skupnega razen tega, da so pokopani na naši zemlji oziroma da so bili v rudniku, ki je na naši zemlji. Veš, ko to Zmago ve, kdo je v Barbarinem rovu, ki je bil zraven. Veš, on se vse zapomnil. Mazihar, ne. Pri inštitutu dr. Jožeta Pučnika pa je pravkar išla nova knjiga o pobojih in žrtvah totalnih režimov, Madoništa totalitarizem. Gre za umestno poročilo o raziskovanju povojnih množičnih pobojev. Predstavila ga je direktorica študijskega centra za narodno spravo Andreja Valič. Moram povedati, da je nastala na temelju zelo poglobljenega dela, se je komisija sestala kar na 55 sejah. Torej, če bi to poročilo zagledalo luč sveta pred 15 leti, bi verjetno Slovenci veliko več vedeli in tudi bolj razumeli. Vemo pa, da vedenje in razumevanje je pravzaprav pogoj za spravo, ki nam še pomaga v slovenskem prostoru. Kultura! Kje so si? Morje, Madoniš, vesele počitnice. Minulo nedeljo je bil v Ajdovščini že tradicionalni Njoki Summer Festival. Letos so obiskovalce festivala zabavili Bad Religion, Overflow, Legwagon in No Use for a Name. Poleg tega pa tudi domačini Elvis Jackson. Dobro se to bude, ne? Come on, we got it covered. We can stop anytime, anytime, anytime. Come on, it's just a party. Let's go to party town, then we can party down. Come on, check out my funny hat. My name is Randall, I wrote you this song. V nedeljo se začenja festival stand-up komedije Punch. Punch, neki. Tudi tokrat na odru Grajskega dvorišča nad Ljubljano, kjer bo v 4 dneh nastopilo 25 stand-up komikov iz Slovenije, Hrvaške in Anglije. Veš, ti Hrvatari, ne? To je grozno. A veš, ne, zakaj nima nobene ženske tle zaradi njih, ne? In pa pridejo še tle na šale pokat. Grdo. Tukaj je nekako kapaciteta med 1000 in 1200 ljudi, v bistvu malo odvisen, kako stole postaviš. Lani smo zadnji dan spravili celo 1300 ljudi tle na grad, ker je bilo zgleda veliko zanimanje za Ijana Stona in Alana Pičerja, tako da očitno tujci vlečejo. Ijan je bil izvrsten in tudi pol kasneje, ko smo ga še enkrat imeli. To je res je fajn gledati nekoga, ki že 20 let pač to počne. Tako da mislim, da letos bo enak, ker tudi Scott Capuro in Dave in Tom, Dave Thompson in Adam Blum, vsi trije v bistvu že čez 18-19 let že nastopajo, vsi imajo neke velike nagrade že za sabo. Umetniška direktorica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek in ustvarjalka programa Mojca Jug, ustvarjalka programa Madoniš, sta nas povabili na festival Mladi levi. Lansko leto, ko sem bila na Japonskem, pravzaprav nisem še bila v nobeni deželi, kjer bi toliko vedeli v Sloveniji. In tudi v večini poznajo prav konkretne umetnike za Postojnsko jamo in tako naprej. Hkrati ste nam pa malo zamerili, da pravzaprav mi pa zelo malo vemo o njih in o njihovi umetnosti. Zato smo si prav res, tako smo si zadali nalogo tudi, da bomo skušali. Je pa zelo veliki napori so bili narejeni zadnje leta za sodoben art v Aziji in tako da se bomo res tudi malo suportirati, kar se tega tiče in so zelo, to je pač začetek mogoče malo daljšega sodelovanja z Azijo. V Velenju se lahko zabavate na festivalu Kunigunda. Reklama. SARS, Lollobrigida, Let 3, Stroj Machine, Catalena,
Interceptor, Demolition Group, Festival mladih kultur Kunigunda, Velenje. Še vreme. Če ste plačali davke in vam je še kaj ostalo, pejte na morje na Hrvaško, da boste jezili zmagota. A ni to lušeno, veš, zmago, se bo jezil, se družite s Hrvati, veš. On je pa s Hrvati bil v Barbarinem rovu, a pa mi se družimo s Hrvati. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti. Še kaj? Davke ste plačali? Dio.